včasih se je ukvarjala tudi malo z manekenstvom, eno pozo, ne, ker ne vem, če bi povedal, ampak bom tisti večer, ki je bil zabava, je bilo kar nekaj alkohola v igri, da drug dan, kako že izgleda, ne, in pol hvala. I don't like him. In sploh nisem bil všeč, ne. Ker sem bil tako nadležen, ne, da sem na vsak način sem hotel z njo plesati. Ne. Imaš, kakor, če Matjaž rekel, pol to drži, imaš zelo pridno ženo. Ja, ne, je izredno pridna, delovna. Fantje imamo dostikrat problem, ker smo premalo vztrajni, tako da ti si bil vztrajen in se je to splačalo. Zdravljeni, dragi gledalci, danes imam dva zanimiva gosta. To sta Silvija iz Filipinov in Dejan iz Slovenije. No, mi smo se danes dobili tukaj v Slovenija Eko Resortu, kjer Dejan pa Silvija delata. Dejan je, kot je rekel, iz Slovenije, Silvija iz Filipinov, mož in žena imata eno luštno hčerko, spoznala sta se na Filipinih. Dejan ima zanimivo zgodbo iz Filipinov, delal je tam v gostinstvu in vse, pa se bomo majčkeno o tem pogovarjali in jaz sem prepričan, da bo zelo zanimivo. Dejan, dajmo začeti s Filipini. Kdaj si ti prvič šel na Filipine, pa zakaj? Prvič sem šel na Filipine 2009. Zakaj? Ker ne maram mraza in sem si res želel eno zimo preživeti ne na toplem, na vročem, bom rekel. Tako. In koliko je pa tista meja, ki ti je prevroče? Pa bom rekel, tam od 35 naprej ti se je pa že malo hudo. Jaz imam tudi raj toplo, ampak nad 33 mi pa že ni več prijetno. Ja, ti si kar. Tisti najlepši od 28 rečemo. Ja. No in ti si šel na Filipine na potovanje, predvidevam, ne? Tako, šel sem na potovanje za 3 tedne, malo sem šel okrog, seveda potoval. Ugotovil sem, da v bistvu jaz nisem 3 tedne na Filipinih, ker je toliko daleč in urna razlika, da v bistvu 2 koledarska dneva sam potuješ, kaj in nazaj, ne? In jasno, kar sem jaz v planu, da bi videl, mi je časa zmanjkalo. Tako da, ko sem dan prišel, sem drugi dan se odločil, da naslednjo leto, 2010, grem pa nazaj in to za 2 meseca. In ti si potoval po Filipinih, ali kako? In kaj ti je bilo najbolj všeč? Najbolj všeč mi je, tako kot sva prej začela, temperatura. Ne, jaz dobro, to si povem, ampak rečemo kraj, kje ti je bilo najlepše? To, ne vem, Palavanje, kje druge, ne vem. Filipini so toliko različni, da ja, najbolj otoki, zato ker imam rad, obožujem morje, obožujem palme, obožujem tale pesek, bel pesek plaže, ne. Tako da jaz mislim, da najbolj bi rekel Palavan, drugače narava, Siargao. Tako da sam mislim, da Palavan je eden. Siargao, to je otok, ne? To je otok, se pravi, kakor je Palavan eden izmed najbolj zahodnih otokov, Siargao je pa na vzhodu, je pa Pacifika, ne? Na Pacifiku. Tako da blazno mi je bilo tudi všeč na severu, recimo Banave, Batat. To so pa rižova polja, ne, je tudi zanimivo za videti, ne, ampak morje je le morje. Jaz vem, da imaš ti ful veliko zanimivega v Filipinih povedati, pa v vseh teh tvojih poslih, ki so se prej malo pogovarjali, imaš ful zanimivo, ampak jaz mislim, da najbolj naše gledalce pa zanima, kako si Silvijo spoznal. Ja, Silvijo sem pa spoznal, zanimivo, kdaj smo se dobili, ne, spoznal sem jo pa točno na današnji dan, 10 let nazaj, to je bilo v Manili v restauraciji. Praznovali smo en rojsten dan od ene prijateljice in ona je bila tudi tam s prijateljicami. In je te pokopala. In takrat me je pa čist, ne. Tako da sva se spoznala, malo sva preživela par ur v tej restauraciji skupaj, izmenjala sva si telefonske. In tako se je najina zgodba začela, se pravi, ta prvo iz messagei, ne, na Filipinih je zelo popularen, da tam se ne kličejo.
Tam si skozi mesažirajo, kar No, se meni je to všeč. meni pa to ne, Meni pa to všeč. jaz vedno pokličem. No, pa sva se dobila Ja. po parih tednih, pa sva se začela pa dobivati in pa sva pa rekla, evo, dejva reči, najna veza je pod 7. junija naprej, no, tako. Aha, uradno. Uradno sva rekla, dejva to. In kaj ti je bilo najbolj na njej všeč? Najbolj mi je bilo všeč, ne vem, zanimivo visoka je za Filipinko. A, to je res, ja. Filipinke so res izredno drobne in mehne, ne. Vija je kar visoka. Najbolj mi je bilo pa tudi všeč eno, včasih se je ukvarjala tudi malo z manekenstvom, eno pozo, ne, ker ne vem, če bi povedal, ampak bom tisti večer, ki je bil zabava, je bilo kar nekaj alkohola v igri, da drug dan, kako že izgleda, ne, in pol hvala Bogu, da imamo Facebook. A imaš Facebook, da vidim, kako sploh izgledaš, in tudi s prijateljem, le te slike, lušne je. To pa jaz kar nadaljeval, ne, iz mesažiranjem, tako bom rekel. Misliš, da imajo tudi Filipinci tak način, takole, da pol malo Facebook pogledaš, pa se malo s prijateljem posvetuješ, ali je to ne ful smešno? Ne, moj enako povem. Drugač, no, jaz, ko sem bil na Filipinih 2015, sem bil v eni restavraciji v Puerto Princesi in sem bil začuden, koliko ljudi dela v eni restavraciji. Ne? Ja. Bi rekel, da so malo bolj počasni kot pri nas. Ampak ne vem, če veš, niti ne vem, če smem povedati, ampak vajen šef, obedva namreč delata v Sloveniji Eko Resortu, jo je pa tako zelo pohvalil, kako je pridna, da je to nekaj neverjetnega, tako da imaš, kakor, če Matjaž rekel, pol to drži, imaš zelo, zelo pridno ženo. Ja, ne, je izredno pridna, delovna. Je pa res, na Filipinih je pa, ne vem, kakor, če primerjamo tako restauracijo, kot je Eko Resort na Filipinih, pa tukaj bi bilo, ne vem, 25 kelnerc. Tam je vsak en naročil pobira, druga prinese, pomajo enega, ki samo kašira in bolj počasi Se bi dalo optimizirati. Bi se dali, ja. Ja. Je pa vedno tam, se pravim, kakor majhne restauracije v Sloveniji, ki bi bil en kelner, je pa tam 5. 1 na 5 bom rekel, no. Ok, zdaj pa da damo še Silviji malo besedo. Silvija, lahko tudi v angleščini odgovarjaš. Jaz sem sicer v slovenščini sprašval, ker je verjetno moja angleščina slabša kot tvoja slovenščina, tako da se ne bom blamiral tle, če ne pa ti prevet, če ne bo razumela. Silvija, kako si pa ti njega gledala, ko si ga spoznala? Ti je bil všeč, kaj ti je bilo na njemu všeč? Kakšen je bil prvi vtis? I don't like him. Ok, sploh nisem bil všeč, ne. Ker sem bil tako nadležen, ne, da sem na vsak način sem hotel z njo plesati, ne. In sem rekel, ne, bom, ne. In sem ji šel tako na živce, prav, da je šla z mano plesati sam zaradi tega, da bo imela mir. Da bo imela mir in da se me bo znabila. Kako se je zbotila. No, ampak, ne, fantje imamo dostikrat problem, ker smo premalo vztrajni, tako da ti si bil vztrajni in se je to splačalo. Ja. No, sej, to je pol še ni vse. Pol, ko sem jo povabil na zmenka, ne, ko sva si dopisovala, me je tudi 2-krat zafrkala, ne. 2 times you cancel me. 2 months. 2 meseca. 2 meseca me je cancel in sem rekel, to zadnji, evo, še eno šanso dam. Če pa danes ne pride, je pa konc. Pol je pa prišla in evo, še zdaj je tukaj. No, super, me veseli taka lepa zgodba. Verjamem pa, da se zdaj zelo dobro ujamete, da ji nisi več zoperen. I'm still annoying to you? Sometimes. Oj. Kam se. No, gremo zdaj pa tvojo zgodbo to na Filipinih, kaj si počel, potem se pa še malo na vaj vrnemo, pa ta življenje v Sloveniji, pa tako naprej.
Se pravi, ti si šel dvakrat na potovanje, ta tretjič, ko si šel na potovanje, to je bilo leta 2013, takrat si nos spoznal, ne? Ja. Takrat si pa že kako šel za daljši čas ali kako je to bilo? 2013 sem se pa že v bistvu preselil na Filipine. To je bilo 6. februar, sem spakiral kufre in šel. V bistvu... Dej, povej, kako si do te odločitve prišel, Ja. to je kar zanimivo verjeten. Ja. Ti si bil kot komercialist ali pospeševalec prodaje v enem podjetju. V Sloveniji sem se ukvarjal na zadnje s pošiljanjem prodaje. Delali smo za različne naročnike in po teh velecentrih, markatorjih, šparjih smo tudi delali degustacije, promocije. Ampak moram reči, da v Filipine sem se zaljubil na prvi pogled. In tudi 2010, ko sem še več Filipinov videl, spoznal več ljudi, koliko so prijazni ljudje. Se pravi, en cel paketek in sem rekel, ne, jaz pa hočem tukaj živeti. In sem rekel, ko bom šel tretjič na Filipine, bom tudi na Filipinih ostal. In tako se je pol zgodilo 2013. Si šel kam? Kjer kraj? El Nido. El Nido. V bistvu malo sem imel tukaj srečo, ker moj prijatelj, Slovenc, on je že dol pred mano živel in je odprl prvo restauracijo. In on me je v bistvu povabil, da bi začela sodelovati, da bi v bistvu, ker on ni skozi na tem otoku, on živi v Manili, da bi delal pri njemu in tudi malo začel s časoma voditi njegovo restauracijo. Ja. In to se je pa pol ta vsa poslovna, kakorkoli pot začela. In kako si ti rečemo, prišel na El Nido, kako si dobil neko stanovanje, da si živel, a ti to ta prijatelj Slovenc zrihtal, ali si sam, mogoče bi tudi koga zanimalo, koliko te je to koštalo, ker verjetno je veliko ljudi, ki mogoče kaj takega razmišljajo, malo sprememba življenju ali kaj takega, da bi šel tudi mogoče ne za zmeraj, za 2, 3, 4 mesece, ne pa... Ne, ko sem prišel v El Nido, sem si takoj najdel eno za začetek sobca, a ne? Ja. Tista sobca me je prišla, ne vem, vsi bila lušna sobca, balkon, pogled na morje, me takrat koštala, ne vem, stala 100 evrov najemnine. Na mesec. Ja. Ampak tega tako, če greš, je veliko, imaš za oddati, dolgoročno, jasno, če bi hotel ta korak narediti, greš v kakšen apartmajček, hotelček, hostel in pol začneš raziskovati, a ne. Tudi jaz sem tako, jasno, ko se tako preseliš, spoznavaš vsak dan več in več novih ljudi in začneš spraševati, ali ti jim poznaš kakšno, ne vem, hiško ali pa stanovanje, ki oddajajo za daljše obdobje. No in potem si ti delal za tega Slovenca, si bil neki vodja restauracije, pizzerije, ne? Tako, italijanske restauracije, zelo znana, bom rekel, popularna. In to je začel zelo dobro delati in nakar se je on odločil z ženo, da bi razširila, da bi naredili pizzerijo tudi na sosednjem otoku Coron, ki je cirka 3,5 ure iz hidrogliserjem, spada pod Palawan. In sta začela ta projekt. In preden sta dokončala, sem se jaz preselil na Coron otok, da smo skupaj dokončali to restauracijo, odprli in potem sem jo prevzel vodo. No, to smo se prej pogovarjali, jaz sem bil 2015 v El Nidu in sem v bistvu v tej restauraciji, ki si jo ti vodil, pa so ugotovila, da si glih par mesecev prej šel, sem jaz stal v zunu vrsti pa čakal, da bom na vrsto prišel, ampak je pol toliko počas šlo, da sem obupal. Spomnim se tudi tam ene pekarne, ki je bila. To je bila zjutraj gužva taka, da tam kakršen si koli biznisi se šel, je kar šlo po mojem, ker je bilo toliko turistov, da je bilo to neverjetno. Se pravim, Filipini so strašno priljubljena destinacija. In pred korono, mislim, v high season, bom rekel, v veliki sezoni,
To jaz mislim, tudi toliko enega res naroda, da karkoli prodajaš, boš uspel. Boš zmagal. Boš zmagal. In 2013 je bil največji zmagovalec tisti, ki je preživel recimo low season, nizko sezono. Veliko recimo. Kdaj pa je nizka sezona? Nizka sezona, če dali krajša je. Včasih, par let nazaj se je vedelo, zdaj pa pride juni, gotovo. In do konca oktobra je nizka sezona. Ker takrat, ko je nizka sezona, je tam tudi deževno obdobje, pa v Evropi poletje. Ja. Tam je veliko dežja, je mnogo lepše grejo, recimo ti, da greš nekam na Hrvaško, kakor pa na Filipine, kam ima sam dež. In če si takrat v nizki sezoni, da si preživel, da si delal s pozitivno nulo, zmagovalec. Ampak veliko stvari se v nizki sezoni prav tudi zapre, ko vidijo, da ni. Ampak hočem povedati, da vsak let je ta nizka sezona krajša. Krajša zaradi navad ljudi ali se je tudi vreme spremenilo? Ne, zaradi navad ljudi. In kot sem prej omenil, Filipini tako popularni ratujejo, da recimo družine, ki imajo otroke v šoli, oni si ne morejo pozimi prvošati otroke peljati na Filipine in pokazati, ampak si jim lahko prvošijo, se pravi, julij, avgust, ker so v Evropi počitnice. Pa še cene so nižje. Pa cene so nižje, pa zanimivo, največ filipinskih gostov je pa tudi v tej deževni sezoni, ki imajo tudi počitnice otroca. Tako da tudi v nizki sezoni, lahko rečem, da sploh nizke sezone ni več. Daj mi razloži, kako ta deževna doba tam, ali pa ti, Silvija, kako deževna doba tam zgleda, ker to se je težko predstavljati. A to pomeni, da pol ure na dan ful dež pada, ali 1 uro, ali 3, ali cel dan, ne vem, nisem še bil v nizki sezoni, bil sem rečemo v Indoneziji, takrat, ko je deževna doba, ampak to pomeni urca, 2 dežja, pa je konc, pa pol sonce sije, tako kot zdaj. Podobna zgodba je tudi tukaj, se je to vrtem v celi Aziji enak. Recimo zjutraj se zbudiš brez oblačka, danes bo pa lep vreme. Ja. Ampak tam je zanimivo, ura pride 2 popoldne, iznenada v sekundi, iz nule oblaki, ampak in se to toliko lije, to toliko pada. Da so kar poplave, tam kar ceste zalije. In 2-3 ure na polno pada, pa spet iz nule sonce. Brez oblačka. Imela sva, to bi pa rad povedal, imela sva pa, when was this El Niño year? 2013, first year, which start raining middle of August and stop end of the September. 1 month. El Niño or El Niña? El Niña, I don't know. El Niña, the raining season. Ja. Je bilo pa, mislim, da pa 1 mesec, 24 ur na dan, dežval, da jaz sem, kolikor sem v nebo pogledal, pa kako je to mogoče, odkje je toliko vode. To so bile pa poplave tam na glavni ulici, recimo, tukaj imem, ko si ti čakal v pizzeriji, to so se ljudje iz kajaki po ulici vozili, to so bile poplave. Zanimivo. Tako da bom rekel, v bistvu ta deževna sezona zna biti tudi zelo lepa pa zanimiva. Ker tudi malo spuca, ne? Malo spuca, je pa loterija. Lahko v nizki sezoni gre za 3 tedne na dopust, ne boš tudi ene kapljice doživel, lahko pa sonca ne boš videl, bo pa 3 tedne skozi dežval. Posod malo riskiraš. Posod riskiraš, ja. Tako. No, zabral pol, kdaj ona se te pol, kdaj pridružila? Vidva sta se v Manili spoznala, ona je iz Manile, si Silvija? Midva sva se v Manili spoznala, takrat sem bil nekaj časa v Manili. Potem sem šel jaz junija, July, El Nido. July 11. Ok, 11. julija sem šel jaz v El Nido in sem jo povabil, ne pride k meni na obisk. In prišla je k meni na obisk in še danes je na obisku. I followed August. Avgusta je prišla pol, ja. Super. No in potem je ona bila s tabo to, ko si delal. Midva sva začela. Je tudi ona, ki je delala? Ona je tudi delala v enem, se pravi, baru, potem je tudi vodila en bar
Druge, seveda, midva sva začela skupaj živeti, ne. No, mi smo se preselili na drugo stran lokala, ker je tam tako sonce sijal, pa še telefon se je pregrel, tako da smo se mogli prestaviti. Dejan, Silvija, se pravi, ostali smo vajen odhod na korono. Ja, Ja. tako je. Jaz sem šel 11. decembra 2014 na otok Koron. Ja. Sem šel sam, ker Vija je takrat vodila kot hostel z restauracijo in zaradi obveznosti službenih ni mogla iti z mano. Potem maja 2015 je pa prišla za mano, takrat je bila pol tudi že noseča in kot sem rekel, ne, jaz sem najdel hiško, sem je tam najel, mi smo odprli restauracijo in pa so pa tam nadaljevala na eno skupno življenjsko pot, bom rekel. To restauracijo, to je tudi odprl ta Slovenc, Tako pa je ja, tebe tako, najel, da tako, boš tam tako. to vodil vse skupaj. Tako, ne. tako. Zdaj, da je šel Korono malo povedati, to je otok, si rekel, 2-3 ure z hidrogliserjem iz Tako je. Elnida. Iz Elnida je 3 ure pa pol iz hidrogliserjem, ali pa če bi šel kot turist iz Manile, je pa cirka 50 minut iz avionom, ali pa tam 12 do 14 ur iz ladjo se tudi da prideti. Se pravi, Koron ima tudi letališče. Tudi letališče, letališče je Bosvanga, krasen otok in bom rekel, Koron je pa znan in je mika za potapljače. Zakaj? Med drugo svetovno vojno so bile na Koronu japonske zaledne ladje in Amerikanci so jih odkrili in so jih sestrelili. In zdaj je velik, reče se shipwreck, se pravi potopljene ladje in to je fajn za potapljati. Si potapljač? Ne, nisem se te pa glih mislil vprašati, kako globoko je to. Ne, plitka ena ladica je, da je lahko samo z masko gledaš. Je tam, mislim, da 4 do 8 metrov. Najgloblje je pa tam, mislim, da 45, okrog 40 metrov. Tam je pa res izkušene potapljače. No. Ampak najlep se tam vrti od 15 do 20 metrov, ki je tudi lepa svetloba. Imajo pa tam verjetno tudi kakšne potapljaške tečaje pa te zadeve. Tega je ogromno tam. Ogromno. Ampak Koron je tudi lep ne samo za potapljače, zato ker imajo ogromno lepih okoliških otočkov, ki se gre pol island hopping, se pravi s čolnom od otočka do otočka, te izleti in pikniki je tudi nekaj božanskega, krasno. Turistov najbrž pa kar mrgoli. Turistov pa mrgoli. Kot in Elnido in v bistvu kjerkoli sem bil, ko je sezona, turistov mrgoli. Je pa sezona, se začne tam novembra pa do konca maja. Ko v Evropi, jaz pravim tako, ko se v Evropi začne hladiti, Evropejci porinajo nekam na toplo. Tako, kot sem v bistvu jaz naredil. Sam jaz sem šel res po zimi. V Port Bartonu si bil kdaj? Kako lepo. Tam je pa manj turizma. Saj 2015, ko sem jaz bil, je bilo tisti ful manj turizma. Celo elektrike ni bilo, bilo je samo od 6 do 8 ali kako je bilo. No, tako je bilo tudi v Elnidu 2013. Do you remember when they started in Elnido with electricity 24/7? Yeah, 2013, when we were there, around November. No, pa sam, ko sem jaz prišel v Elnido, je bilo to enako. Ne? Je bilo enako? Ja. Se tu agregate najbrž zalaufali ali kako je to? Ne, sej na otokih še vedno so agregati, ker to samo na agregate dela. Je pa Port Barton res en tak raj, se pa tudi razvija, no, bom rekel. No, meni je bil zato ful všeč, ker je bilo ful manj turizma, kot v Elnidu, ker v Elnidu je bilo res mravlišče. Tam je bilo pa, mislim, 10-krat manj ali pa 20-krat manj, ne vem kako. Sigurno. In koliko časa sta pol bila vidva na Koronu? Na Koronu sva bila
Do 2017. Na koronu se nama sta zgodile 2 lepe tudi stvari. Avgusta 2015 se je rodila najna hčerka. Koliko je zdaj stara? 8 bo, ta avgust. Pol avgusta sva se tudi, na koronu sva se tudi poročila. 2016 decembra, tako da. No, pa smo pa spet odprli novo restauracijo, še eno v El Nidu in sva šla nazaj, smo šli, ne? Ja. Smo bili 7 mesecev v El Nidu, na kar smo se pa preselili, mislim, da sem že omenil Siargao otok. Ja. To je pa vzhodni del Filipinov, je pa na Pacifiku. To je se pravi, koliko je to stran od El Nida? Z avionom 2 ure, prav razmišljam. Dobro razmišlja, se pravi, Koron Cebu je uro pa še nekaj, pa Cebu, Siargao je pa tudi 45 minut, ne? Tako da je kar. Tam sva bila pa 1 leto, Siargao je pa spet turističen, spet raj, bom rekel, na zemlji, je pa zelo poznan za mladino, za žuranje, pa posrfanje na valovih. Ker je Pacifik in so valovi in to je v bistvu za surfati otok, za surfarje, ne? No, pa 2019 sem imel pa dosti pic, pa dosti špagetov in sem dobil priložnost iti nazaj na Koron, ki sva z mojim prijateljem, zelo dobrim, in tudi moj partner zdaj odprla svojo restauracijo na Koronu. Hermanos Tapas in Wine Bar. To je pa španska hrana, tapasi, in kakor verjetno, če si zasledil, na Filipinih je kar slaba ponudba vina, ne? Imaš pa veliko ljudi, ki pa ne pijo piva, bi pa raje ob večerji vinček, ne? In imamo tudi vinski barček, tako da. Ta tvoj partner je Anglež, ja. In kako sta se najdla? Midva sta se najdla, ko sem se prvič preselil na Koron. On je imel tudi restauracijo dol in pa rezort na otoku. In kot za stanovanje, za hiško, ko spoznaš nove ljudi, spoznaš tudi nove prijatelje, ne? Daj mi še to povej, nekaj malega vem, ampak od vsakega malo drugačne informacije slišim. Kako je imeti firmo na Filipinih? Ti kot Slovenci sam ne moreš odprti, ne? Ne. Problem je, moraš imeti nekako na papirju nekega filipinskega državljana. Ja, sej so velike firme, se odpre korporacija. Coca-Cola, rečemo. Coca-Cola, te velike, imajo nekaj v zadju, kakšnega Filipinca. Je pa tako, za take korporacije lahko tujec odpre. Ampak za turizem, te kot so rezorti, restauracije, bari, to pa za take mehne zadeve to korporacije v bistvu sploh ni, no. Moraš imeti pa enega dobrega, zanesljivega človeka Filipinca. Tukaj pri meni malo lažje, imam ženo, tako da sem navšločila, kaj pol zgubim vse. Tako da, ja, ne, drugače pa. Zemlje ne moreš kupiti, lahko najamaš prostor, lahko vse narediš kot tujec, ampak za obratovalno dovoljenje, kako se temu reče, otvoritveno, mora biti pa en Filipinc na papirju. Zemljo lahko pol kupiš ali ne moreš kupiš? Ne moreš. Lahko jo vzameš v najem. V najem. Pa je lahko tudi za 99 let v končni fazi, ne? Teoretično ja, No in ta tvoja restauracija še zdaj laufa? Ja, moram reči, da smo se fajn borili, je preživela. Korono, mislimo. Korono, ker to je bilo tako, ne. Takrat so nas zaprli tako kot tukaj, ne, 2020, marca. Nas tudi 15. marca, ampak za 3 tedne, ne, super.
Še fajn se nam zdel, bomo pa malo spočili dopust, ne? In po 3 tednih, ja pa še 3 tedne, no, to bomo tudi preživeli. In pa se je to začelo toliko vleči, nisem hotel restauracije izgubiti, nisem hotel vseh zaposlenih izgubiti. Na nek način smo zaposleni tudi pomagali, ker tam, ne vem, tukaj sem slišal, če si, ne vem, zaposlen si dobil države ali pa preko SP-ja si nekaj dobil. Tam so pa kaj dobili, na 14 dni vrečo riža pa par konzerv, a ne? To ni bilo dost. In to se je vleklo let pa pol, da smo prišli do tega, da smo ostali brez denarja. Vse to vzdrževati, sam stroški nič ne prehaja, ker takrat je bila država totalno zaprta, ne? Turist ni mogel not priti, mislim, sej tudi ne bi šel, ne. Se pravi, 2 leti je bilo to kar zaprto, ne? Ja, 2 leti. Po letu pa pol sem pa jaz moji ženi, ko sem jo pisal, žena, kvače, pa midva sva bankrot. Kvače pa je šel nazaj v Slovenijo. Pa ne vem, saj za par mesecev, dokler se to spet ne odpre, pa ne vem, najdu kakšno službo, pa tudi če posodo pomijam, nekaj treba dati spet nazaj v žep, ne samo ven, ne. In ja, se je strinjala in evo, kaj za nalaž, da bi mi ga Bog poslal, me pokliče, kontaktira moj zelo dober prijatelj, Matjaž Zorman, ki smo tudi zdaj tukaj sedimo v Sloveniji Eko Resort. Midva sva že odprej kar dobra prijatelja. In on pravi meni, ti, kakšna je pa situacija na Filipinih? Sem po domač povedal, sem rekel, zajebana, ne? Mi smo še kar zaprti. Problem mi, Slovenija se je pa odprla pa Evropa in smo začeli delati. Prav pa dej prid k meni, boš meni pomagal. Jaz bi pa rabo, ne? Kaj naredim? Pejt, rabila sva cirka 4 ali pa ne vem, 1 teden, ko bova isto naredila s hčerko. In glih na tisti moment je bil spet tak lockdown, da 3 tedne tudi iz hiš nismo smeli. In tudi hčerki se je valjda 7, mislim, takrat je bila 6 let stara, se je začela mešati. Prav žena, lej, ne gre s tabo. In je šla hčerka pa s tabo? Ja, in midva sva prišla junija, letos bo že 2 leti, 5. junija sva prišla v Slovenijo. V septembru smo dali so kar tukaj v slovensko šolo, malo je bilo težko prvo leto, ampak zdaj se je že naučila slovenska, ne. Super. Jaz sem pa tudi tukaj začel delati. Rabili smo pa 1 let za vse njene papirje. Zaprav ona ni šla z vama? Ne. Zaradi papirjev je bil tako, problem. midva sva šla sama, ker ena zgodba je, no, če smem, z ISA sva prišla na dopust že 2019 za 1 mesec. In ona takrat je bila že slovenski državljan na papirju, ni imela pa pasuša. In je ona prišla sem s filipinskim pasportom in takrat smo imela že take probleme z ženo za mojo hčerko, ker so oba dva Slovenca prideti v Slovenijo, ker ona je takrat prišla na turistično vizo. In na ponedeljek smo prišla v Slovenijo, v sredo sem šel takoj iz ISO na občino, sem rekel, rabim 1 pasoš za mojo hčerko, kje pa je, evo je tukaj in v 1 tednu imela pasoš. Zato je komoč šla z mano, a ne? Ona pa nima državljanstva slovenskega. Ona je Filipinka. Čeprav je poročena s tabo, ne more dobiti ali kako? Lahko dobiš državljanstvo, samo mislim po 10 letih, ne vem čisto točno, zaprosil, samo mora tudi tukaj živeti. Če bi pa mi tam bili, ni šans, ne? No in je bila še ta nesreča, da ni njen pasport pretekel. In takrat v času korone je že bila naročena priti na občino, je bil lockdown, vse zaprt in se spet za 1 mesec, pa 1 mesec bo tegnili. Smo dolgo čakali, da je pasport dobila, ne. Sej polk je imela enkrat pasport, pol viza je bila hiter, sej, če so poročena otroka skupaj, pol je šlo, no. In ona je pa lani prišla 16. maja, se pravi, 2 mesec bo 1 leto, odkar je tukaj. In tu dela tukaj v Eko Resortu? Ja, tudi ona tukaj pridno dela, oba dva sva tukaj zaenkrat. Ja.
A mogoče veš, kako pa je zdaj, če hoče en Filipinc priti v Slovenijo turistično? A sploh lahko pride ali ne more priti? Lahko pride kot turist v Slovenijo, ampak to je neki neverjetne, kakšne komplikacije. A ni to, da bi bilo čisto enostavno? Kje pa to? Jaz vem, par let nazaj od mojega prijatelja žena, Ja. pa ima in zemljo, pa ima in svoj posel, pa ima Kaj je Filipinka? Filipinka, Ja. pa ima denar, ampak to so jo hoteli tudi, ne vem, prometno je mogla nesti na ambasado, da res vidijo, da nima namena pobegati. Aha, se pravi, Filipinci ne pustijo ven. Ne, Mislim, kaj je večji problem, ne, da ne, ne, Filipinci ven ne pustijo ali Slovenci noter? Slovenci not. Slovenci. Sploh odkar je pa tudi Slovenija šla v šengensko območje, Ja. je pa še težji. Je pa nekako razumljiv, vsaj jaz tako gledam. Nas je 2 milijona, Filipincev je 100 milijonov. Če bi vsak Filipinc z lahkoto prišel v Slovenijo, ko pa enim 2 milijona Filipincev v Slovenijo prideti nas? Ne, Ja, to je tudi res. po moje, ne vem, tako si razlagam. Ja, se verjeten, da bomo, ja, imaš prav verjeten, ja. Ena razlaga je to, drugo pa se vidimo. Vsaj v vzhodna Azija, po čem tudi slovi, ne, da ne kakšne pranja z belim blagom. Ne. Ja, to take zadeve. To si predstavljam, no. Hiter, ja. No, vidva sta zdaj v bistvu, ti si 2 leti v Sloveniji, ona 1 leto, delata obedva tukaj v Sloveniji Eko Resortu, predvidevam, da sta obedva zadovoljna, ti si vodja Zelo. strežbe. Zelo. Tako da tudi mal influencer za snemanje video z Matjažem, tako da če ga hočete videti, da ga tudi vidite na Facebook pageu Slovenije Eko Resort, se boste malo nasmejali. Ja, včasih tudi treba kaj resnega povedati, a ne? Ja. Tako da- Kakšni so pa plani za naprej, imata namen Ja. tukaj ostati, se vrniti nazaj, tudi zdaj zaradi ščirke verjeten, da skozi neko šolo mena ni najboljša, ali kako imata plan? Ja, zdaj tukaj je tudi zaplet zaradi ščirke. Ne? Ona je let pa pol mi je jokala, kdaj gremo nazaj. Zdaj pa to, kot ta sistem padla Pa, in da pa ne bi jezik šla in nazaj. prijatelje, zdaj pa ona ne bi šla nazaj. Ne? Ampak Filipini so odprti, Filipini turizem gre še vedno ni tako, kot je bilo pred korono, da se zastopimo, ampak res skoraj smo že tam. A ne? In tudi moja restauracija, bom rekel, je lepo začela že delati. Plan je tak, da bi šla via septembra, ker ona je imela pa prej Mehiško tudi, smo odprli restauracijo, tisto sva pol zaprla, šanso, da jo spet na novo odpre. Jaz, da bi z ISO bil do decembra, novembra, decembra še tukaj, zaradi šole, pa da bi šla midva dol, da smo 2 meseca skupaj, da bi ona se šolala nadaljavo, punca pride ta nazaj zaradi izine šole, jaz bi pa pol tam marca ali pa aprila nazaj prišel, ne, da bi rada bi tudi videla, kaj bo ona, ko se vrnemo, a bo začutila, jaz sem pa zdaj tukaj doma, ali ne bo hotla. Dej, če se bo to vse poklopil, pol vidim, da bi dol ostal, no, spet. Kako pa ti se z njo slovensko pogovarjaš? Z ISO. Ja, Ja. ona pa filipinsko. Angleško. Angleško. ISA je zdaj tako, kakor je prej uradni jezik na Filipinih je Tagalog, ne? Tagalog. Kakor je ISA A ni angleščina nikako? angleščina je pa drugi uradni jezik. Drugi uradni jezik. Ker Filipini so tako mešani, pa toliko enih narečij, da se oni med sabo zastopijo, res. ISA je bila toliko iz slovenščine obremenjena, da je pozabila Tagalog. In zdaj recimo ona slovensko govori, dobro, mali še striže, ne vem, oči je rekla, a ne? Ja. Ampak že preklapla, tako kot je prej Tagalog, pa angliš avtomatsko, a ne? Seveda, obe dve se angliško, čeprav tudi kar slovensk, ne? Vija zdaj začela v šolo hoditi, se uči slovenski jezik. Že čist preveč včasih me zastope s pravom. Malo, dobro si, dobra. Tako da bomo videli. Če ne bomo mogli pa nekaj pogruntati čez poletje, ne vem, ali
leta tukaj, ker saj velika sezona, da je eden od naja dol, bomo videli, kaj bo prinesel, ne, prihodnost. No, kako je bilo pa to, rečemo, ti si prišel v Slovenijo, potem še žena za tabo, si kdaj od kakšnih prijateljev, znancev ali pa čist neznanih ljudi dobil kakšno grdo opasko, da imaš Filipinko ali... Ne, to pa nikoli. Ni bilo. Ne, to pa moram reči, da nikoli in vsi so jo lepo sprejeli. Ne samo prijatelji, se mi zdi, cela Slovenija je lepo sprejela. In prav Slovenci so veseli, če gre v trgovino, pa ne vem, kaj naroči ali pa v restauracijo po Slovencem prav fajn zdi, kar je res lepo, ne, da se trudi, da kaj pove slovensko. No, jaz verjeten ne veš, ampak jaz poznam tam enega Aleksandra Pokovca, nisi še za njega slišal, živi na Filipinih, na Kamotesu, on je tudi poročen iz Filipinko, ima mene 4 intervjuje z njemu, pa z njo, gor na mojem YouTube kanalu in veliko je takih opask, da je zaradi denarja, ona z njemu je tudi 33 let mlajša, vidva nista toliko razlike, ne. Tako da najbolj pa ženske to mot, ker kao vidijo malo konkurenco v Filipinkah, tako sem jaz opazil, čeprav ne zdaj potem, ker je tudi sam intervju z njemu, ki imam, so nesramni komentarji, imam pa tudi intervju z njo in ko vidijo, kako lepo slovensko zna, so pa same pohvale, ne, tako da je pol pred drugačne, ampak tako se veš, danes ljudje imajo nesramne komentarje, tudi zato te nekdo ne mara, na živce mu gre, on je morda samski, ti imaš punco, pridno, družino, otroka, pa je malo ljubosumen, pa prav, kaj bo Filipinko je dobil, ne, se veš, to se dogaja, ne, zdaj, če ni Filipinka, bi pa nekaj drugega rekel, pa ne vem, Štajerko ali pa ne vem kaj, No, ne. me prav zanima, kva bojo kaj povedali od komentarjev pri tebi zdaj, sam se pravim, do zdaj zaenkrat, če nimam nobenega slabega komentarja, no. No, to te moram pozoriti, da kakšen bo slab, ne, Nič hudega. lej, to jaz sem se jih navadil, tako da zdaj ne vem, tudi, mislim, jaz ne bi šel človeku slab komentar napisati, tudi če bi mislil slabo, ker to niti ni moja stvar, ko me ne briga. S kom si se ti poročil, ali kaj čem sploh jaz to komentirati, ne, tako da... Štajerka, Gorenjka, Dolenjka, Filipinka, vse so krvavo pod kožo. To je res. Pravijo, da Štajerke pa Dolenjke ga malo raj špijejo kot druge. No, tako. Tako da, ne, ni. Kako si bil pa ti sprejet na... Ali pa, Silvija, kako si pa ti čutila to, kako si bila sprejeta v Sloveniji? How you will accept in Slovenija? Razumem, ja. How to say it? How I accept, No, how... I adjust. No, how you... people accept Yeah. you in Slovenija? Siya, normal. Normalno, ja. Imaš kakšne prijateljice Slovenke? His friends, I met his friends also from Philippines, yeah. His family, I mean, his mom and his father, I also met in Philippines. So when I came here, no problem. Yeah, and... No, nobenega problema. And he also mean people, how they accept you. You come to the store or bar or restaurant. Normal. Normalno. Normalno, super. Kako se pa ti počutiš tukaj v Sloveniji? So kakšno domotožje? Bi šla rada na Filipine nazaj ali ti je super tukaj? How you feel here? You have... you miss Philippines? No, I love here. I like here. I told him I will not go back. Ja, to mi je, to sem se najbolj, se še zdaj bojim, ja, strašno, ampak tako, za njih je to, kako bom rekel, lepota, se pravi, raj na zemlji, eksotika, kakor je zame osebno eksotika, morje, palme, peščene plaže. Zanimivo je, ko sva prišla iz ISO prvič domov, ko je ona videla gozd, ne,
In ona gleda, prav dadi, ja, koliko imate pa tukaj božičkovih dreves, a ne? Zavijo tudi narava, hribi, to je za njih eksotika. Ja, Se je roko na srce, Slovenija je res ena iz najlepših dežel, tudi jaz pravim, ne? Je čist drugače za njih, ne? Da je tudi Isa je prvič letos prvič sneg videla. V bistvu Langa je že videl prvič letos na smučkah stala in wow, ne, to je wow, eksotika. Super. Se pravi, tvoje je pol bolj, da bi šel nazaj na Filipine, zaradi biznisa verjeten, ali zaradi podnebja, ali... Ne, še vedno so take razlike, da marsikaj se da ustvariti na Filipinih, pa bom rekel, iz relativno majhnim denarjem. Jaz imam tudi željo, restauracija zdaj že toliko lepo dela, da investicija, ki je bila investirana, se počasi poplačuje in pol, da bi kakšno razširitev naredili, mogoče Enido, mogoče Šargao, še da se kaj razširimo in Šargao, to je na uni strani. Pacifik, ja, na vzhodni. Ne, to boljš, da imaš vse malo na kup skoncentriran. Ja, smo porajtali, no, tam, ko sem vodil te pizzerije, ko smo šli recimo iz Enida na Koron in tudi turisti tako hodijo ali obratno, ne. In ker že poznajo, to je pa dobra restauracija in pol pride, ko so na Koron prišli. A je to ista kot v Enidu? Sem pa pridemo, ali pa kontra. In pol recimo Šargao. A ste vi tudi na Koronu pa v Enidu? Ja, pa sem pridemo, ker so bili toliko zadovoljni. Zdaj, če imaš ti dobro restauracijo, pol kamorkoli bo šli tudi turisti za tabo nekako. Imaš pa kot tujec sigurno neko prednost, ker tle vidiš razne stvari, ki jih oni ne vidijo, in ti sigurno neke novosti lahko pripeleš, neko ponudbo imaš, ki Filipinc ne more imeti, ker ni nikjer še videl, ne. Tako da je to za tujca, imam občutek, veliko lažji. Mislim, imaš prednost mogoče pred domačinom, tudi če vidijo ljudje, da je tujc, nekako bo lažji prišel. Se spomnim enkrat v Kolumbiji, ko so bili sam še Lonely Planeti in je bil kao en hotel, da je Avstric lastnik. Pred tisto razmišljaš, to je pa malo bolj evropsko, grem iz keh Avstricov. In se takrat ni bilo bookinga, pridem in gužva, vse čisto zasedeno. Sem rekel, imate kakšno sobo, Frej, imate rezervacijo? Sem rekel, ne, nimam. Ja, je rekel, mi smo polni že 2 meseca prej. In so nas poloni v en drug hotel pelali, seveda tudi neko provizijo po mojem pokasirali, ne. Tako da imaš tam kot tujc, imaš neko prednost pri tujih turistih, sem prepričan. Sigurno, to se pozna tudi. Lažji, ne vem, gost komunicira, če je en, ne vem, tujec ali Evropejc, in tudi se mi zdi, gost se bolj domač, vsem počuti, tako kot praviš, sej da nav pomote, tudi Filipinci imajo krasne restauracije, krasne rezorte, tudi ogromne hotele, ne, ampak mi smo bolj majhni, je pa le fajn kad ti gost pride in tako je ena večja povezava med gostom in recimo, če mene tam vidijo, kakor pa recimo na ta moment, ko je Filipinka menedžerka tam, ne. Ja, tudi tako gledajo, kao bolj pričakuje, da bojo v tvoji restauraciji tudi neko evropsko hrano dobili, ki je mogoče tudi druge, ampak vsem reče, če tle Evropejc verjeten, boljš pripravijo, ne, tako da jaz tako, ko opazujem, ker imajo kje tujci, kjerkoli po svetu restauracijo, ima skoraj zmeraj dober laufa, no. Sej, je kar dobro si porajto, bom rekel, je res to, ne. Jaz sem to opazil tudi na Facebooku, vidiš, ful ljudi, ful Slovencov se je preselilo na Filipine, ne. Jaz takrat, ko sem bil v Puerto Princesi, so bili 3, z onim Žigatom sem se tudi dubil, ne, pa imaš enega partnerja, ki ga takrat glih ni bilo,
pa še eden so bila v vezi, da so videla, je pa glih takrat ga ni bilo, pa se nikako niso ujela, ne. No, pol sem šel v El Nido, tam kao tle glih, ki si ti delal za tega Slovenca, ne, ki sem čakal v vrst, bil, potem sem šel na Bohol, me kontaktira en Slovenc, jaz pa na Boholu živim, pa so se dubla, ne. Potle, ko sem bil na Kamotesu, pri tem Aleksandru Pokovcu, tudi greva midva okoli z motorčki, se tam nekje sprehajava, enega človeka pozdravva, se unedva nekaj začnete v angleščini pogovarjati, posi pa le roke dajejo, ta prav Aleksandr, ne, ta Pokovc Aleksandr, je še malo tako mednarodno ime, pa prav Ivan ali nekaj takega, ne, tako da je bil Slovenc, ne, tako da jih je res veliko, no pa tam je tudi resort, en roman, ogromno jih je, ne, tako da... Kar nekaj Slovencev, bom rekel, se je že preselili na Filipine, ne? Ja. Kaj vidiš razlog, zakaj se to presele? Je neka poslovna priložnost? Gre tudi kdo po punco iskat, ker tudi to se dogaja, ne? To se dogaja, ampak kakor jaz poznam Slovencev, da so se dol preselili, da so šli z namenom, ko so videli poslovno priložnost, ne? Ne vem, tako kot sem rekel, dol še vedno nekako lahko marsikaj ustvari z relativno majhnim denarjem ali pa investicijo. V končni fazi, če greš ti za vodiča, češ tam na ulici ustavljal tujce, pa rekel, lejte, smo turistično agencijo, jutri imam izletke, ti bo veliko, po mojem, če si Evropejc, bo Evropejcu zaupal, ne, tako da je res. Ne. Čeprav mi ta Aleksandr Pokovec, ne, ki sem jaz rekel, ne, da so priložnosti tako, kot ti praviš, je rekel, ja, veš, ni tako enostavno, smo veliko ljudi rešvali, ki je bil bolan, pa ni mu še za zdravila, pa take zadeve, pa denar posojevali zdaj v koroni, pa tako naprej. Sej denar pomoč, sej enostavno ni, ne, sej ni nikjer enostavno. Ampak se mi zdi, da se vse nekako lažje, ko, ne vem, pride dol do ene restauracije, kako v Sloveniji. Kaj vemo tukaj kupiti, pa narediti kakšne investicije ali pa najemnine. To je malo drugače vedno tam. Praš pa jasno, ni tu dol, ni enostavno. Super. Ja, neč, smo lepo podebatirali, jaz sem vama ful hvaležen, da ste bila pripravljena med mano ta intervju. Rekel bom, pridite v Eko Resort, pa boste Dejana in Silvijo videli v živo, tudi dobro hrano imajo, da ko smo glih tukaj le mečkan reklame narediti, da bo šef zadovoljen, kaj ne rečem, hrano imamo tako, da več pa ni, ne. Imate te majice. Ne, pridite, vsi dobrodošli, lepo je, hrana je dobra. To je šefova fora, več pa ni, ne. Zdaj ste se odločili, da ste majice naredili, kaj to prodajate ali imate za goste? To imamo v prodaji, kot suvenirček, ja. Super, krasna majčka, vse je fajn. Se pravi, na šihtu ste zadovoljna? Služba, ja, super. Je zato, ker ima tako fajn šefa, ne, da ne pomote. Ne, fajn je, super je delati. Všeč nama je narava. Kakšna narava je tukaj? Tudi polet, zraven je Kamenška Bistrica, tudi, ne vem, v Kamenku se temperaturna razlika pozna kot tukaj. Tukaj je sveže. A ni lepo? Ja, sem že bil. Gledamo živalce, lepo, dobro se je, tako da... Dobro se poje, popije, ne zamuditi naših stejkov ali pa kakšne morske podpeke. Ja, več pa ni, ne. Ja, tako je to. Lej, še to, da te vprašam, jaz grem čez 3 tedne na Filipine. Super. Grem sicer z neko agencijo, ki me je najela, da bom pač potovanje posnel, ampak grem pol tudi še za 9 dni, sem si pa še kasneje karto jim naročil, naj mi daje 9 dni kasneje, da bom še z 9 dni tam, bom tudi malo okoli šel. Imaš mogoče kakšen predlog, kaj ne grem pogledati? Kam boš šel, kjere konce? Ja, verjeten, da bomo končali na Cebuju ali pa na Bantajanu. Ampak itak v Cebu bomo leteli, tako da... Lepo te prosim, če boš šel na Cebu, na Cebu je zelo kratka relacija, je z ladjico,
otok Sikihor. Sikihor. Sikihor, zdaj, ali pa če letiš na Šargav, krasen otok je Kamigin. Kje je ta otok? Kamigin je pa že malo južno dol, je tudi božanski To moraš z avionom je ta z ladjico? z ladjico. Aha. Na Šargav letiš, no. Ta ski, kako? Skyjet, Ki ste ta prva otok. Sikihor. Ja. Sikihor. Po čem je znan? Po čarancah, ne boš verjel. Ja. Tam so neki črne magije tudi, ampak je to tak luško. No, mene predvsem narava zanima, če le. Narava, Šargav, pa Kamigin. Ja. Krasna otoka. Je to vulkansko, je kakšna gora ali je čist nizek? Kamigin je vulkansko, ima tudi terme, to vročo vodo. Drugač, ja, Dumaget je Negros, je tudi zanimiv, sam to je pol živeči Negros, ja. otok. Negros Oriental. Velik. No, meni je bilo... Če bi rad se surfati na vodi naučil, definitivno Šargav. Lej, ti sem že malo prestr najvrš, ne. Ta koron mi je tudi zanimiv zaradi tega potapljanja, ne. Ampak mi bomo šli na Palavan, ampak bomo pol šli drgam, ne bomo končali na Palavanu. Če bi končali na Palavanu, bi siguren to šel. Zdaj pa pol, da še enkrat letim na Palavan. Ne vem, mi je to bolj to, kar sta mi z ladicami je. Ker imam le sam 9 dni, tudi ni to veliko, ne, tako da ne. No jo, češ pa na Palavanu, pa spet peci pogledati tale Port Barton, mi je povedal, koliko se je razvil. Balabak, to je pa južno od Puerto Princese. No, sej to imamo planiti, ker to bom še z agencijo, to je to mišljeno. To si pa kar Balabak pogled na internetu, to je pa spet raj, voda, kristalno, plaže, joj. Jug Palavana je izredno zanimiv, ker še ni tako turistično znan. Znan je sever, se pravi Port Barton, sploh El Nido, pa pol še severne Korono. Ne. Pa gremo tudi na ta otok Mindanao, ali kako se imenuje? Mindanao, ja. Šargav je in Mindanao. Ja, Šargav spada pod Mindanao. No, tam je tudi manj turizma, bo po mojem tudi zelo dober, ne? Ja. Kaj imaš pa plan? Mislim, ka tudi... Ne, to ima agencija, tako da tle prvih 20 dni imam, ali 19 dni imam z agencijo, nimam kaj, grem sam z njim, pol pa 9 dni imam pa še sam prosto po Prešernu. Šargav pa Kamigin sta že v območju, ki spada pod Mindanao. Filipini, to so sami otoki, to vemo, in so 3 otočje, se pravi Luzon, Vizajas, Mindanao. No, rečemo, Cebu mi je ful všeč, ki ima toliko slapov, pa ful lepih. Meni so slapovi ful fantastični in to se skuterjem peleš, sploh ga na zemljevidu ni, vidiš sam tablo, pa greš pogledati in rečeš, wow, kako je narodno. To ima tudi, Kamigin ima tudi krasen, ogromen slap. Pa terme, pa tudi plaže, pa saj boš videl. No, saj komaj čakam. Verjamem. Tako da mi kaj zavidata, ko grem na Filipine. Za enkrat imamo mi dva v Filipine, v Sloveniji Eko Resortu. Ne zavidata. Ne, tisti. Po 9 letih sem jih kar nekaj videl, skoraj 10, tako da ti ne zavidam, samo uživi. Uživi in čim več si poglej, jasno. Lej, še nekaj bi te vprašal. Koliko si bil tister, ki si se na Filipine preselil? Čakaj malo, tam 37, ne? 37. 36, tam. Kako, mislim, ti je to veliko dalo, je to pozitivno odločitev, dobro, pozitivno je, tako si ženo spoznal, ampak rečemo tako, misliš, da če se zdaj nekdo 37 star let, kot si bil ti takrat, ali pa mlajši odloči, da gre na Filipine živeti, ne vem, za pol leta, leto, 2 ali 3, misliš, da mu bo to pozitivno v življenju? Sigurno. Sigurno. Absolutno. Veliko sem se naučil, veliko sem doživel, veliko sem naredil, imam najlepšo hčerko, tudi poslovno sem nekaj naredil, se pravim, nažalost, škoda, da je korona prišla, če ne bi bilo korone, mi dva dele verjetno ne govorila, ampak lej, tudi to je fajn. Tudi
Konec koncev vsi človek se posod uči. Je pa fajn, no, priporočam, če ima možnost, probati. Pol tudi, veš kaj mi je pa res zanimivo? Po 9 letih, skoraj 10, ko sem dan prišel, vidim, koliko je Slovenija res lepa. Ja. In vsakič, ko sem prišel, vsej vmes sem bil sam 2krat na dopustu, v kuhno, vodo z pipe, pa iz pipe vodo piješ. Ko tole vidiš, to res, Ja. ker vemo, kakšna mesta, pa tudi na otokih je to tako, ampak čisto je drugačno. Sej jasno, otoki so tudi dol, sej vemo, ampak Slovenija je kar... To je res, ampak splača se pa tudi iti. Meni kdo kdaj napiše, kaj češ okoli hoditi, ker je Slovenija tako lepa, ampak s tem se nikakor ne strinjam. Strinjam se, da je Slovenija lepa, ampak moraš ti pa tudi drgam je, da spoznaš drugo kulturo, druge hrano, zadeve, seveda. vse. Dobiš neke izkušnje, odpre ti obzorja in tiska veliko, okoli hod, je siguren bolj uspešen, bolj razgledan, kot tiska nekaj. Vidiš neke zadeve, več kako hodiš, več se naučiš. Sej ne pravijo zastojno, da potovanje širi obzorje. Sigurno, Točno to. Da to tudi ne, če ne grejo za 10 let, tako kot ti, ne grejo mogoče za pol leta. Ne, pa se bojo fino imeli, videli, kako je. Mogoče spoznajo ženo tako kot ti, mogoče jim pa ne bo všeč, pa se greš lahko domov, če ti ni. Ali pa kam drugam. Tako da... Potovati je absolutno dobrodošlo, priporočljivo, lepo, ne. Kako praviš, vidiš druge stvari, kulture, kulinarika, vse. Nismo v teh 10 letih nikoli mu do motožja. Ali pa se na začetku mogoče zgodi. Ne, v prvih tam 4 mesece sem bil, moram reči, do motoža, ampak sem bil nekako sam. Pa počasi, ko se začne spoznavati prijatelje, tako kot prijatelje, pa pol je še Vija prišla meni na... Pol je bilo predslažje. Ja, seveda, ne. Pa zapadl, saj jaz sem zapadl, moj svet je zdaj tukaj, vsej s prijatelji smo bili še vedno kakor toliko na vezi zdaj, Messenger, pa tudi starši, ne. Danes je to čisto lahko, ne? Ja. Messenger, Viber, se še vidiš. ja, vse, ne. To je noro, se spomnim 15 let nazaj, ali pa še več, ko sem potoval, smo go neke govorilnice iskati, ful drago plačati, pa si se minutko 2, pa si ful plačal, da ne spa kadarkoli, pa ga gledaš lahko, ne. Nora ta tehnologija šla naprej. Tako da ni bilo toliko hudo, no. No, super. Je res vama hvala. Hvala sem tebi za zelo povabilo. vesel, da s takim zanimivim gostem lahko intervju naredim. Vi, gledalci, malo pogledajte, pokomentirajte, polajkajte, v primeru, da še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, pa seveda pejte pogledati tudi Facebook stran Slovenija Eko Resorta, kjer boste Dejana videli v vlogi igralca, influencerja, ne vem, kako ne rečem. Tako da, hvala za ogled, lepo se imejte, pa vama hvala. Hvala lepa. Adijo. Adijo. Hvala lepa.